Zlomka, zamudil sem. To je predstavnik Japonske nogometne zveze. Gospod Koren! Čakam. Kaj počnete tukaj? Ste prišli pospremiti Kristjana? Čakam na svoj let. Kristjan je. Prihaja. Ne boste naredili intervjuja z njim? Fabijan je že zvezda v Nemčiji. Rudi je v pregovorih z NK Katalonija. Zdaj Kristjan podpisal za FK Piemont. Igralci japonske mladinske nogometne reprezentance zares postajajo imenitni igralci. Se bo Kristjan prebil v Italiji in postal tretja japonska zvezda v Evropi? Če bi fantom uspeh bil zagotovljen, potem to ne bi bil izziv. Fantje se poskušajo uveljaviti v najboljša nogometna liga in to moramo ceniti. Gotovo želite, da bi fantom uspelo? Kmalu so na sporedu mednarodne tekme. Bosta Rudi in Kristjan dobila poziv za igranje v japonski reprezentanci? O tem odloča nogometna zveza. Upam, da bo z njuno pomočjo japonski nogomet napredoval. Tudi jaz upam. Kristjan sprejema izziv. Srečno, Kristjan! Ti tudi, mama. Se boste pazili na mamo, kaj ne? Nič hudega nam ne bo, saj imamo graščino, ki si nam jo zgradil. Nič ne skrbi. To je šele začetek. Ta graščina ni še nič. Ko se naslednje leto vrnem, vam bom zgradil še večjo. Kristjan, napočil je čas, da začneš nogomet igrati zaradi sebe. Nehaj premišljevati o tem, kako lahko zaslužiš čim več denarja za družino. Ne skrbi, mama. Vedno sem nogomet igral tudi zaradi sebe. Ma, kdo je ta Azijat? Res ne veš? To je Kristjan, prihaja z Japonske. Kristjan? Japonec bo igral v Piemontu? Pozabil sem, kako zelo si konzervativen. Je vsaj dober? V našem klubu ne bi imel kaj iskati, če ne bi bil resnično dober. Piemont je osvojil več naslovov prvaka in je najboljši klub v Italiji.
Malega Japonca bodo uničili, nikoli ne bo dobil mesta v prvi postavi, samo na klopi bo sedel. Imam občutek, da se bo Kristjan proslavil pri nas. In to precej. Dvomim, po moje bo propadel. Rudi, tudi jaz bom igral. Še malo pa bova tam. Pojdiva. Prav. To pa je nekaj, kaj ne? Ti boš prvi japonski igralec v klubu. Moraš se zavedati, da boš sprva zelo osamljen. Kjerkoli že bom, nikoli ne bom pozabil, kdo sem. Tukaj so omarice. Tvoja omarica je zadaj. Sama velika imena. Zdaj bom tudi jaz med njimi. Dajmo, fanti, igrajte, igrajte. Danes te čakata zdravniški pregled in... Gospa, kje imajo treninge? Kratek odmor, kaj praviš? Je to vse, kar zmoreš? Bolj boš moral trenirati. Priprave se sploh še niso začele, pretiravaš. In danes ne bomo imeli o čem pisati. Poglej. Kristjan, šele prišel si. Prezgodaj je, da bi začel trenirati. Potovanje me sploh ni utrudilo. Najboljši strelec v klubu bom. Moja bitka se šele dobro začenja. Bodo fantje videli. A si slišal? Pravi, da bo najboljši strelec v klubu. Ti si Kristjan, kaj ne? Japonec. Si prišel tako daleč, da bi gledal nogometne tekme? Ti si Edgar iz nizozemske reprezentance, kaj ne? Bi me rad razjezil s takšnimi nesramnimi izjavami. Poglejmo, kaj zmore ta Japonec. Pridi! In to postaje zanimivo. Pa še kako? Kristjan!
Kristjan, dokaži nam, da je Japonec dovolj dober, da bi igral v Evropi. Seveda bom. Izvoli! Kristjan, poskusi zadeti. Velja. Videti je zanimivo, hočem biti zraven. No, daj, poskusi, Kristjan. Kristjan, sem! Kaj, Kristjan, nisi dovolj dober, da bi prišel mimo mene? Kaj? Kristjan! Pridi k golu in zatresi mrežo! Prav. Uspelo mi je. Kaj? Je že tukaj? Je to vse, kar zmoreš? Zapravil si odlično priložnost. Kaj si rekel? Zbudi se, no, poskusi še enkrat. Kristjan, poskusi vzeti mi žogo. Presneto. Nehaj se norčevati iz mene. Presneto. Ne bo šlo tako. Pridi, Kristjan, tu sem, pridi. Ne bodi prizanesljiv. Kaj, Kristjan, ne moreš več? Ta fant se res nikoli ne utrudi. Neverjetno. Sploh ni utrujen. Je to vse, kar zmoreš, Kristjanček? Kaj? Si utrujen po dolgem potovanju. Bi rad odnehal? Zdaj boš videl. Ega. Ni slabo. Poskusi obraniti. Kaj pa to bilo? Če tako hitro izgubiš ravnotežje, v Evropi pač ne moreš uspeti. Se ne bi raje odpravil domov? Kaj si rekel? Kristjan! Kristjan! Ej, nehaj, Nehaj, no. Spusti me! Spusti me! Ne morem verjeti, da si tako občutljiv. Utihni, ti bom že pokazal. Uspela mu je, sploh ni slab igralec. Pomeril se je s divjem Edgarjem. Nihče se prvega dne ne pomeri z Edgarjem. Prav sem imel, ko sem rekel, da bo Kristjan uspel tukaj. A si spremenil mnenje o njem? Edgar je to naredil, kaj? Kristjan ne bi smel tako iti na trening. Tako ti v Evropi soigralci izkažejo dobrodošlico. Edgar je član nizozemske reprezentance, ki se ni uvrstila na svetovno prvenstvo. Verjetno je zaradi tega tako slabe volje. Gotovo ti ne bo lahko voditi nizozemske reprezentance, a? Tudi ti si nizozemec.
Ne govori, kot da ti je vseeno, kaj se bo zgodilo z reprezentanco. Kako sta naša dva fanta? Priprave se še niso začele. Trenirata samostojno in upam, da bosta pripravljena, ko se začne prvenstvo. Prav nič mi ne poveš s tem. Hej, zakaj si me danes pravzaprav poklical? Japonska želi z nami igrati prijateljsko tekmo. Res. Želijo, da pripeljemo svoje najboljše igralce. Najboljše. To je pa zanimivo. Si slišal za tekmo med Japonsko in Nizozemsko? Kaj? Japonska in Nizozemska? Sam, kaj boš pa naredil? Če tekma res bo, potem bom jaz gotovo igral. Res gre samo za prijateljsko tekmo, ampak vsaka tekma z Japonsko pritegne veliko medijsko pozornost. Dobil bom priložnost, da pokažem se svetu. Japonsko ni težko premagati. Zakaj je Japonska nogometna zveza sploh organizirala tekmo, ki jo bo gotovo izgubila? To me sploh ne zanima. Pomembno je samo to, da jaz dobim medijsko pozornost, veš. Prepričan sem, da bi Edgar rekel isto. Verjetno, ja. Prepričan sem, da bi Edgar rekel isto. Ne vem. Zakaj nam je prinesel ta članek? Želi, da se sprema? Rudi, zakaj toliko trenira? Saj si šele prišel v klub. Moram se truditi, da bi me trener uvrstil v prvo postavo za naslednjo tekmo. Kot Kristjan. Kristjan? Rudi se želi pokazati. Kristjan? Zvoli, še nisi prebral? Kristjan. Poznaš Kristjana, kaj ne, Rudi? Premagal je Edgarja. Tistega dne, ko je prišel v Piemont. Očitno je precej samozavesten. Kristjan slovi po tem, da se nikoli ne preda. Nikoli. Prišel si daleč in mislil sem, da si kaj pride, vendar si pokazal, da nisi. Za nič igralec si. Kaj? Japonci očitno ne zmorete več. Norčuješ se iz mene in mojih sonarodnjakov, to mi boš plačal. A bodi vesel, da ne boš moj nasprotnik. To sem hotel reči jaz. Sploh ne boste na svetovnem prvenstvu. Japonska na svetovnem prvenstvu nastopa samo zato, ker je gostiteljica. Sicer se ne bi nikoli uvrstila. Ne bodi predrzen, saj si navadila ničla. Presni to. Edgar mi bo to še drago plačal. Če tekma res bo, lahko pošljemo Marka in Patrika. Morda bo igral tudi Rudi. In to bo zanj odlična izkušnja. Greš domov? Ja. Si se že navadil na Španijo? Ja, komaj čakam prvo tekmo. Dobro. Si že slišal, da bosta Japonska in Nizozemska igrali prijateljsko tekmo? Ja, slišal sem govorice. Prav rad bom igral. Nizozemska igra zelo napadalen nogomet in veliko tvega. Zanima me, kako se boste Japonci odrezali proti njim.
Veselim se te tekme. Prijateljska tekma med Nizozemsko in Japonsko pred začetkom priprav. Zanima me, kaj bo Rudi pokazal na tej tekmi. Konec tekme. Japonska je igrala dobro, vendar izenačila šele v zadnji minuti. Rezultat 1-1. Zakaj? Tekmo smo povsem izgubili. Dokazali smo, da nismo dovolj dobri za zmago na svetovnem prvenstvu. Biti bi morali veliko boljši. Prvi koraki v svet. Dobro, da smo izenačili. Bila je težka tekma. Zadeli so šele v zadnji minuti. Končen izid je pa kar dober. Kaj se držite tako kislo? Nizozemci nas niso premagali, izenačili smo proti njim. Res je. Ampak tekmo smo povsem izgubili. Rudi ima prav. Dobro ste se držali. Proti Nizozemski ste pokazali dobro igro. Toda vsak si bo moral zapomniti, kaj je bilo tokrat narobe. Tako je. Igrati moramo drugače. Rad bi mi vrnil kaj. Nizozemska je na pretekmovanju žal izgubila. Toda iznašli so popoln nogomet. Med najboljšimi so. Izid je bil izenačen, toda dobro veste, kdo je na igrišču prevladoval. Zapomnite si to in začnite jutri bolj zrelo, da boste dosegli željeno svetovno raven. Treba bo močneje igrati in dokazati, da smo vredni svetovnega prvenstva. Fantje, zdaj vemo, da je pred nami zelo velik izziv. Še bolj moramo trenirati, če hočemo na svetovnem prvenstvu zmagati. Postal bom igralec svetovnega formata. V Nemčiji bom začel bolj trenirati, da bom na prvenstvu še bolje branil. Jaz tudi. Tudi jaz sem potrudil. Bil bi zadovoljen z izenačenjem. Hotel sem vas samo razvedriti, bili ste tako potrti. Tudi prav. Mi ne verjameš? Hej, kaj pa ti, Boruc? Jutri se vračam trenirati v Italijo. Tako hitro. Ja.
Še vedno sem v drugi postavi. Več bom treniral, da bom igral za prvo ekipo. Tudi jaz bi rad igral na prvenstvu. Lepo trudi se, Borut. Bom! Vidimo se na svetovnem prvenstvu. Ja! Današnja tekma je bila za Japonsko dobra izkušnja. Mladi japonski igralci so odlični. Do konca ne obupajo. Radi imajo nogomet. Zelo so odločni. Oblak, Koren, zagotavljam vama, da bodo postali igralci svetovnega slovesa. Hvala, trener Zupan. Na svetovnem prvenstvu bom spremljal vašo ekipo. Hvala tudi vam, trener Oblak. Korin, naša borba se je šele začela. Kaj? Havaj? Sam je slavni profesor Vidmar, ki se na našem koledžu ukvarja s športno medicino. Ime sem že slišal, ja. Jaz sem pa njegov pomočnik. Imenitno. Naš koledž ima nastanitvene kapacitete na Havajih in profesor te vabi tja na vadbene počitnice. Misliš resno? Ja, pod pogojem, da lahko profesor analizira tvoje telesne sposobnosti. Velik ljubitelj nogometa je. Tudi jaz bi rad bolje spoznal svoje telo. Zaradi tekme z Nizozemsko hočem postati še boljši in močnejši. Zelo bi mi koristil nasvet strokovnjaka športne medicine. Pripričan sem. Profesor Vidmar te bo gotovo zelo, zelo vesel. Zahvali se mu v mojem imenu. Prav, Dio. Zdaj pa na trening. Jutri bomo v Italiji. Poskrbite za vse. Hvala. Živijo, Kristjan. Kaj te je prineslo? Rad bi vas prosil za uslugo. Kakšno? Pojdite v Italijo brez mene. Zakaj? Dajte mi 2 tedna časa. Italijanska liga se bo kmalu začela. Na tekmi z Nizozemsko sem spoznal, da moram biti boljši. Sicer mi v Evropi ne bo uspelo. Tudi v Italiji lahko treniraš. Hvala vam, ampak Kristjan. Si pripravljen na hiter tek? Sem. Teci, ne ustavljaj se. Dobro. Dober si bil, Rudi. Dobro je, kar dobro. Gotovo sta žejna. Hvala, hvala. Dobri ste bili. Izvoli. Hvala. Vzemite pijačo. Ne morem več. Hvala, super. super. Rekel sem, da ga ne boste nahajali. Če boš delal z mano, se moraš malce bolj potruditi. Razumem. Boš še pil, Rudi? Ne, še malo bom tekel. Izjemno je vzdržljiv.
trudi se, tako hitro. Ne utrudite se tako hitro, dajmo glasneje. Dolgo se nismo videli, trener Franci. O, fantje, prišli ste. Smo. Pite. Hvala, gospod. Na tekmi z Nizozemsko sem imel veliko priložnosti. Toda obrambni igralci so me pokrivali, da niso mogli dati gola. Trener Franci, prosim, izurite me, da bom v svetu uspel kot napadalec. Prosim vas. Ja, v očeh ti vidim, da še vedno igraš z Nizozemsko. Kot poklicni igralec s takim načinom ne boš prišel daleč. Ne smejo te preganjati minule tekme. Preženi misli, pojdi naprej. Sicer boš postal sužen. Razumeš? Lastne preganjavice. Misli. Ženi misli in bacaj to žogico. Epa, tole bo. Enostavno preženi misli in brcaj tole žogico. Če boš lahko svojo moč usmeril na njo, boš lahko šel naprej. Jasno. Razumem. Pregnati moram misli. Stojim na tisti gori. Kristjan. Ubogal bom in pregnal svoje misli. Kapitan. Dobro, še enkrat. Prav. A potrebuješ odmor? Gremo, na vrsti je cik-cak. Ne, nadaljujva. Če hočeš priti med najboljše igralce na svetu, se moraš posvetiti svojim mišicam. Proti močnim evropskim branilcem se moraš oborožiti z jeklenimi mišicami. Zdaj se premikaj. Sam, tja. Desno, levo. Ja. Desno, levo. Še enkrat. Sam in tja. Levo, desno. Levo, Oborožiti se moram z mišicami. desno. Tako je kot v Nankatsuju. Kje so ostali? Čeprav je Rudi zdaj poklicni igralec. Borba! Jaz nogometa ne znam igrati. Rad bi pa Rudiju pomagal kot trener. Odkril sem, kje so njegove prednosti. Kaj? Igralci imajo ponavadi eno roko ali nogo, s katero na žogi za ravnotežje bolj vadijo. Tudi Rudi ima enakomerne razvite mišice obeh rok in nog. Očitno je pri treningu mislil tudi na to, ne? S takšnimi sposobnosti ima izjemno dobre možnosti. Razen tega pa si prizadeva mišice še okrepiti. Povedal mi je, da hoče biti izurjen in močan nogometaš. Že vem, on skuša biti zanesenjator. Kaj pa je to? Kot igralec hoče biti zanesenjak in hkrati napadalen gladiator. Rudi se trudi postati zanesenjator. Res je. Schneider. Gledal sem tekmo z Nizozemsko. Dobro ste igrali.
Si prišel zato, da bi mi to povedal? Ne, prišel sem te zvabiti v Rudberg, veš. Dobil si tudi uradno ponudbo, kaj ne? Ne bom zapustil Grimbalda. Ti si imel za prestop dober razlog. Tvoj oče je trener in hotel si igrati v ekipi. Jaz prihajam z Japonske, ker je nogomet slabo razvit in Grimbaldu se moram odkupiti, ker mi omogoča dober trening. Ne morem kar tako zapustiti te ekipe. Ostal bom zvest tej ekipi. Zvestoba ekipi, ja? Če se boš zadovoljil z malim, ne boš prišel daleč. Rudberg postaja ekipa zvezdnik iz vsega sveta. To sezono bomo v nemški ligi gotovo zmagali. Mislim, da bi bil ti odličen golman. Fabijan, bodiva skupaj v najboljšem moštvu. Schneider, ob teh besedah sem se odločil. Ni pomembno, za kakšen strel se boš odločil. Vse jih bom ubranil. In ostajam pri tem. Je to tvoj odgovor? Ja, vedno si bil trmast. Kaže, da te bom moral pač premagati. Čim močnejši nasprotnik, tem bolje. V nemški ligi bomo zmagali in postal bom dovolj dober, da z Rudijem in Kristjanom zmagamo na svetovnem prvenstvu. Presneto. Središče žogice mora zadeti z večkratno silo. Pregnati moram svoje misli. Preženi misli in še naprej brcaj žogico. Če boš lahko vanjo usmeril svojo moč, boš lahko šel naprej. Odhajaš. Ja, hvala, gospod. Na, pij. Kristjan, učil sem te o napadalnem nogometu. Če je nasprotnik močan, bodi še močnejši in se bori. To je bistvo nogometa. Ne pozabi igrati napadalno. Razumem. Kristjan se je vrnil v Italijo. Ja. Pokaži Italijanom, kaj zmorejo Japonci. Vedno boš naš kapetan. Pospeši, pospeši! No, bo dovolj za tokrat. Dobro. Odkar je tukaj, je postal pravi orjak. Ja? Oborožil se je za igro z Evropejci. Zdaj jih bo premagal z lahkoto. Končal sem, gospod. Dobro, Rudi, končale so. Izkazal si se. Hvala za vse, profesor Vidmar. Veliko sem lahko vadil. Ja, bilo mi je veselje. Dobil sem koristne podatke.
Hvala in veliko sreče v Evropi. Hvala. Zdaj boš igral v španski ligi. Ja, s temi mišicami bom blestel v Španiji in potem na svetovnem prvenstvu. Barbie? Hura, hura, Rudi! Dajmo, Rudi! Kako lepi spomini. Pogrešal sem to. Vedno bom navijala zate, Rudi. Franco.